8. oziroma 9. maja 2020 praznujemo 75. obletnico konca druge svetovne vojne. Naj na začetku pojasnimo, odkot dva datuma. Že pri tem je treba povedati, da so ti datumi seveda nanašajo na evropsko bojišče. Če bi bili povsem natančni, se je druga svetovna vojna končala 2. septembra 1941 s kapitulacijo Japonske. No, vrnimo se v Evropo. Nemci so kapitulacijo podpisali 7. maja 1945 v Reimsu pred zahodnimi zavezniki, kot prodajo vsem zaveznikom. Ampak so to ponovili še 8. maja v Berlinu s podpisom pred maršalom Žukovim. V obeh primerih je veljalo, gre za isti dokument, da predaja oziroma premirje, prekinitev ognja velja od 23. ure in 1 minute 8. maja. Ampak glede na to, da je seveda po času to v Moskvi že po polnoči, je obveljalo, da zahodni svet praznuje konec vojne 8. oziroma dan zmage 8. maja, Sovjetska zveza in nekako tisti pod njenim vplivom ali kjerkoli je to že bila neka povezava, pa potem šele 9. maja. No, v Jugoslaviji zanimivo, to verjetno večina niti ne pozna, ne? Pravzaprav dan zmage ni bil praznik vse do konca 60-ih let. Leta 1967 je to postal praznik, vendar ni bil dela prost dan. No, na naših tleh, kot vemo, se je seveda vojna pravzaprav končala šele 15. maja. No, ampak vrnimo se pravzaprav k začetku vojne. Kornelija, druga svetovna vojna pravzaprav velja za nekako nadaljevanje, če tako malo poenostavimo zadeve, za nadaljevanje Prve svetovne vojne. Poenostavljeno pravijo, da je to nemška revanša, nemški odgovor na ponižanje in vse, kar so po njihovem mnenju seveda slabega za njih doživeli po Prvi svetovni vojni. Ampak seveda zgodba je zagotovo kompleksnejša. Kaj je pravzaprav pripeljalo do druge svetovne vojne? Ali lahko pokažemo zgolj na enega krivca? Ja, težko kažemo na enega samega krivca, čeprav se Nemčija ponuja kar samo po sebi, ne. Ko govorimo o vzrokih za drugo svetovno vojno, namreč ne moremo mimo, kot si že pravzaprav sam povedal, določil Pariške mirovne konference po Prvi svetovni vojni. Čeprav so bila izhodišča, po mojem mnenju, precej napredna, če gledamo seveda stališča znanih 14 točk Woodrowa Wilsona, pa ne moremo mimo zahtev precejšnjega dela članic ententnega tabora po polni podreditvi poraženk na čelu z Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko in Turčijo in pa pravzaprav obupa med ljudmi, ki se je takrat razpredal. Vsaka izmed naštetih držav je torej morala sprejeti določila mirovnih pogodb, ki jim jih je predložila Ententa, ampak mnoga določila so bila prestroga in zlasti preveč zaslepljena z željo po kaznovanju. Če Wilson denimo zagovarja pravico do samoodločbe, to pravico v Parizu odrekajo državam poraženkam. In na tak način pride do odvzetja marsikaterih kritičnih ozemelj, povrnitev katerih postane eden izmed glavnih ciljev vojskovanja v drugi svetovni vojni. Reparacije, ki so izjemno visoke, povzročijo zastoj v gospodarskem razvoju, predvsem pa v razvoju blaginje, zaradi česar se, lahko rečemo, ustvari plodno okolje za razraščanje nekaterih ekstremnih ideologij in politik, od revolucionarnega komunizma na eni strani in tudi kot odgovor temu najbolj ekstremnih različic nacionalizma, se pravi fašizma in kasneje nacizma. In znotraj teh ideologij pa dokončno dozorijo, lahko rečemo, tudi razni praznoverni predsodki, ki v 19. stoletju preidejo tudi v polje tako imenovane psevdoznanosti in nato kmalu tudi uradne politike, od prepričanja in promocije o manj vrednosti nekaterih narodov in ras, med njimi Judov in tudi Slovanov, do denimo teorij zarot o judovski želji po prevladi v svetu, po popolni podreditvi sveta in pa seveda o judovski zaroti bolševizma. Pomemben segment pa zagotovo igra dejstvo, da akterji na Pariški mirovni konferenci niso naredili
do končnega koraka k preoblikovanju sveta pred Prvo svetovno vojno, torej sveta imperializma in gospodarskega liberalizma, ki v industrijski revoluciji kot neposredni naslednik, lahko rečemo celo tlačanstva, ni poznal pravzaprav nobenih pravic delavstva ali dolžnosti do najnižjih slojev prebivalstva. Zato kljub propadu stoletnih imperijev konec Prve svetovne vojne ne ponudi popolnega razkola starim, ampak je Evropa in svet pahnjen v obdobje nekega umahovanja, preoblikovanja in nasilja na drugi strani. To vmesno obdobje pa je nato presekala še ena, torej bolj krvava vojna, druga svetovna vojna, iz katere je vzklilo enakomernejše ravnovesje sil v svetu, načelo kolektivne varnosti, ki se sicer ni povsem uresničilo oziroma velja za nekatere, za druge pa ne. Z zaključkom druge svetovne vojne se je tudi nadaljevalo z nekaterimi pozitivnimi rešitvami, katere zametke najdemo že v času med obema vojnama, torej pravice delavcev, univerzalno skrbstvo, nov sistem mednarodne trgovine in predvsem veliko boljše funkcioniranje mednarodnih organizacij, ki so kljub vsem kritikam, ki jim jih upravičeno namenjamo, preprečile vendarle marsikateri konflikt, poskrbele za večjo blaginjo človeštva in hkrati tudi večjo, čeprav nezadostno, enakost državnih entitet. Božo, Kraljevina Jugoslavije je bila, kot rečejo ali rečemo, versajska tvorba. Kako se je naša domovina znašla v vojni? Vemo, da je bila zunanja politika sprva naklonjena Franciji in Veliki Britaniji, da je bila Kraljevina Jugoslavija nekako pomemben kmet na šahovnici velikih sil med vojno, na Balkanu seveda. Ampak v drugi polovici 30 let se je ta država vse bolj nagibala, povezovala, postala odvisna od Nemčije in Italije. Ampak glede na marčevske dogodke leta 1941, ko je vlada podpisala pristop k trojnemu paktu, prebivalstvo tej naklonjenosti z Nemčijo in Italijo očitno ni bilo preveč navdušeno nad tem. Demonstracije sicer niso bile spontane, ampak ljudje so vedeli, da nas, ampak vprašanje je morda, ali so ljudje vedeli, da pravzaprav z nasprotovanjem pristopu k trojnemu paktu, da s temi svojimi demonstracijami pravzaprav bodo lahko državo potegnili v vojno. Ja, Jugoslavija je bila mednarodno zelo šibka država. Jugoslavija je pravzaprav, ko je nastala, je bila obkrožena s samimi sovražniki. Ni imela nekih zaveznikov, kar je seveda povezano tudi z ozemeljskimi aspiracijami različnih držav, vključno seveda z Jugoslavijo samo. Njena največja sovražnica v tistem času je bila Italija. In z Italijo so bili odnosi ves čas ambivalentni. Rešili naj bi se po podpisu Rapalske pogodbe, kjer je pravzaprav šlo za kupčijo, vsaj Italijani so jo tako videli, vi nam ozemlja, mi vam prijateljstvo in sodelovanje, čeprav tega sodelovanja v resnici ni bilo. Mednarodno je bila Jugoslavija zelo navezana na Francijo in na Veliko Britanijo, na Francijo še posebej, razen v času kraljeve diktature, ko so se ti odnosi poslabšali. Drugače pa je obstajalo neke vrste zavezništvo, ki so mu rekli Mala Antanta. Ta Mala Antanta bilo je v nekaj držav, v njej nekaj srednjeevropskih držav, Romunija, Češko-Slovaška in tako naprej, in Jugoslavija. Vse so bile navezane na Francijo in sprva je nastala kot neke vrste ščit iz bojazni, da se ne bi obnovila torej Avstro-Ogrska monarhija. Kasneje naj bi bilo to obrnjeno proti Nemčiji, čeprav seveda je bila situacija že precej drugačna. Z okupacijo in razkosanjem Češko-Slovaške po Münchenskem sporazumu je ta Mala Antanta izgubila smisel in Jugoslavija pravzaprav ni imela več nobenega zaveznika. Z okupacijo Francije poleti leta 1940 se je to še bolj pravzaprav pokazalo. Tako da njena edina zaveznica v tistem času je bila Velika Britanija,
ki pa tudi seveda ni mogla več kot toliko pomagati. ZDA so bile takrat še zelo daleč stran, so bile pravzaprav, bi lahko rekli, izolacionistično usmerjene. Tako da v 30 letih se je zunanja politika Jugoslavije spremenila. Zelo se je začela navezovati in na fašistično Italijo in na nacistično Nemčijo. To je bilo sicer pogojeno tudi ekonomsko, zaradi ekonomske krize po letu 1929, tako da je vedno bolj postajala odvisna od Nemčije. Knez Pavel, ki je vodil Jugoslavijo, je bil sicer anglofilsko usmerjen, tudi študiral je. V Angliji on ni bil naklonjen v bistvu Nemčiji, ampak so ga okoliščine prisilile v podpis tega trojnega pakta, torej pristopa k trojnemu paktu, ki ga omenjaš. Čustva ljudi so bila seveda izrazito protinemška, večinoma, čeprav ne povsod. Treba je upoštevati, da v Jugoslaviji je bila zelo močna nemška manjšina, tako imenovani Volksdeutscheri, nekaj 100.000 ljudi. Delovala je odlična nemška vohunska mreža in tudi sicer je del politike, vključno s slovensko politiko, Skoroščevo politiko nacistični Nemčiji postajal naklonjen, čeprav ji prej ni bil. Tako da je situacija vseeno ambivalentna, ampak večina ljudi seveda je videla grožnjo v Nemčiji in od tod tudi te demonstracije, ki so bile deloma spontane, deloma so jih pa organizirali komunisti, pa tudi druge levo-liberalne sile. Druga svetovna vojna je, kot vemo, potekala v več fazah. Morda je zanimivo analizirati prvi 2 leti od 1. septembra pa do 22. junija, 1. septembra 1939 pa do 22. junija 1941. V teh 2 letih je bila to bliskovita vojna oziroma znana pod imenom Blitzkrieg, kot so temu rekli Nemci. Hitri prodori tankovskih enot, podpora z letalstvom in velika nemoč držav, ki so bile napadene. Ne glede na to, ali gre za Poljsko, ki se je recimo, kot vemo, sesedla v nekaj tednih, pri čemer je svoj kolaž dobila tudi Sovjetska zveza. Podobno se je dogajalo tudi z skandinavskimi državami. Češka Slovaška je bila pravzaprav prodana za mir za našo generacijo, kot se je figurativno temu je to izrekel britanski premier Neville Chamberlain, ko se je z Münchenske konference vrnil domov na londonsko letališče. Francija in Velika Britanija sta bili zavarovani vase, lahko bi rekli, da nista videli širše slike, širših dimenzij. Oboje je mogoče celo bolj skrbelo za lastne kolonije, kot za nek odločen odpor nemškim apetitom. Vemo pa, da seveda tudi znotraj zahodnih demokracij niso bili popolnoma apatični do nacističnih ideologij oziroma niso bili imuni za ideje o Übermensch in podobno. ZDA so bile, kot vemo, v izolaciji še daleč onstran Atlantika, Sovjeti pa so želeli širiti svoj imperij. Kornelija, zakaj je bilo tako in ne nazadnje, kje je bila tu mednarodna organizacija, ki so jo za mir ustanovili po prvi svetovni vojni, Liga narodov? Pa pravzaprav, kaj je preprečevalo zaveznikom, da se ne bi povezali že takoj po 1. septembru, razen seveda Angleži, Britanci in Francozi? Ja, zdaj, z današnjega stališča so seveda mednarodni odnosi med obema vojnama nekoliko nenavadni, morda celo komični, vendar je potrebno seveda gledati na te mednarodne okoliščine s tedanjega gledišča. Velika Britanija kakšnih velikih apetitov v celinski Evropi resnično ni imela, kot deloma še danes so Britanci videli svojo prihodnost v drugačnem kontekstu, torej v kontekstu svojega imperija. Pomembno jim je bilo, da so imeli prevlado na morju in da so svoj imperij vzdrževali. Že po prvi svetovni vojni so namreč morali začeti popuščati v svojih kolonijah. Prisiljeni so bili v uvedbo novih upravnih enot, tako imenovanih dominionov, ki so bile nekakšne pol samostojne enote. Na Irskem so se ukvarjali z osamosvojitvenim gibanjem, ki leta 1921 rezultira v odcepitvi. Na drugem koncu sveta Indijo pretresa gibanje za osamosvojitev, ki ga Britanija brani seveda v svojo korist tudi z masovnimi pokoli.
In tudi ozemlja na Bližnjem vzhodu so bila vse bolj merja. Torej, kar želim prikazati je, da Britanija se pravzaprav nima časa ukvarjati z Evropo, ne je dovolj, da zameji širitev komunizma v Evropi iz bolševistične Rusije in da se Nemčijo na nek način ohranja nad vodo kot nekakšno protiutež stari britanski tekmici za prevlado v Evropi in v svetu Franciji. No, v Franciji se prav tako soočajo z ohranjanjem imperija, ampak je ta imperij zaenkrat bolj stabilen kot britanski, ima pa Francija večje notranje politične težave kot Britanija in mnoge težave so neposredno povezane z Nemčijo, ki jo želi Francija, kot sem že omenila, popolnoma poteptati. Zahtevali so dosledno plačevanje reparacij in so tudi ukorakali v porurje leta 1921, ko je bilo odplačevanje v nevarnosti. Iz Posarja, s katerim so upravljali na podlagi mandata Društva narodov, pa so denimo odvažali ves premog, so ga izčrpavali in tako naprej. Ker pa sta Nemčija in Francija v podpori socialnih demokratov do srede 20. let se zbližali in tudi uredili mejno vprašanje, se francoska zahteva po strogem izvajanju sankcij sčasoma precej umili, pomnoženo s političnimi krizami, ki jih torej doživljata tako Francija, pa tudi Britanija nekako vsaj od velike gospodarske krize dalje, k čemur moramo prešteti že, kot si samo omenil, domače simpatiziranje s fašizmom in kasneje nacizmom, torej pridemo do okolja, ko začneta ti dve državi popuščati do Nemčije na eni strani, pa tudi do Italije na drugi strani. Začne se že z britanskim odpisom nemških reparacij leta 1932, čemur leta 1935 sledi podpis britansko-nemškega sporazuma, ki je dovoljeval obnovo in oborožitev nemške mornarice. To sta torej dve ključni pogodbi, v katerih Britanija sama odstopa od določil Versajske mirovne pogodbe. Obe državi data, se pravi Francija in Britanija, data proste roke Italiji pri napadu na Etiopijo. Temu sledi seveda ustanovitev odbora za nevmešavanje v špansko državljansko vojno, ki je pravzaprav poskusni poligon za nemško vojno industrijo. Od leta 1937 dalje pa so sledile še ozemeljske koncesije na račun po prvi svetovni vojni ustanovljenih držav, torej Češko-Slovaške, Avstrije in pa nazadnje Poljske. Društvo narodov, po katerem si me vprašal, ki je bilo torej vzpostavljeno kot nekakšen porok miru po prvi svetovni vojni, za izvajanje takšne naloge pravzaprav ni imel vzvodov. Bil je torej le prostor, kjer naj bi se najvišji predstavniki držav pogovarjali, ampak ni imel, kot rečeno, nobenih vzvodov, da bi bili dogovori, ki so bili tam sklenjeni, zavezujoči ali da bi imeli na razpolago kakršnekoli omembe vredne sankcije, ki bi dosegli izvajanje teh dogovorov. Poleg tega so med članicami manjkale najpomembnejše države, Združene države Amerike, Sovjetska zveza in Nemčija. Slednji sicer postaneta sčasoma članici, ampak iz organizacije kasneje tudi izstopita. Torej, če gledamo delovanje Društva narodov, potem vidimo, da so najpomembnejša varnostna vprašanja tudi v Evropi in v svetu reševale lahko rečemo nepričakovane članice, kot sta denimo Paragvaj in Brazilija in podobno. Tako Društvo narodov ni bilo dejansko opremljeno za razreševanje varnostnih vprašanj, njihova zapuščina je pomembnejša torej na manj znanih področjih, kot so monetarna ekonomija, mednarodna trgovina in vprašanje svetovnega zdravstva in higiene. Če pa samo še na koncu odgovorim na vprašanje, zakaj ni bilo sklenjenih protifašistična koalicija.
Tukaj je vsekakor odigrala pomembna vloga bojazen pred širjenjem komunizma. Zato tako Stalin kot zunanji minister Molotov, njegov zunanji minister Molotov nista bila uspešna, ko sta poskušala oblikovati protifašistično fronto nekako vse od izbruha španske državljanske vojne dalje. Zato sta se nazadnje približala Nemčiji in sklenila pakt o prijateljstvu, torej pakt Ribbentrop-Molotov, in na tak način pravzaprav tudi paradoksalno potrdila prepričanje meščanskih demokracij, da Sovjetski zvezi enostavno ne gre zaupati in naj se z njo ne bi sklenilo zavezništvo. Vendar pa sta tudi Francija in Britanija tik pred napadom na Poljsko, torej poleti 1939, resno razmišljala o takšnem zavezništvu s Sovjetsko zvezo, ampak je temu nasprotovala Poljska. Ta je bila namreč prepričana, upravičeno, da bo sovjetskemu napadu na Nemčijo, ki je lahko potekal le preko poljskega ozemlja, sledila okupacija Poljske. Zato je torej Poljska odklanjala večjo protifašistično koalicijo. Zavezništvo je Poljska sicer imela z Britanijo in Francijo, ki pa sta po nemškem napadu na Poljsko 3. septembra 1939 v skladu z določili tega zavezništva Nemčiji sicer napovedali vojno, vendar v napad nista šli. Odločili sta se za izvajanje blokade proti Nemčiji, predvsem gospodarske blokade, ampak dejansko večjih vojaških aktivnosti z izjemo enega manjšega napada Francije v nemškem Posarju, ki se je končalo neuspešno, zaenkrat ni bilo. In to obdobje od nemškega napada na Poljsko, britansko-francoske napovedi, vojne napovedi Nemčiji, pa vse do napada nemškega napada na Dansko in Norveško aprila 1940 so Nemci posledično zaradi nobenih akcij zahodnih zaveznikov poimenovali kot sedečo vojno. Britanci so jo kasneje poimenovali za lažno vojno, Francozi pa za smešno vojno. Nihče torej ni vedel, kako se lotiti Nemčije in kako odstopiti od politike popuščanja, dokler Nemčija svojim osvajanjem v zahodnji Evropi ni dala vzroka najprej za odpor in nato za protinapad. Napadalci so Jugoslavijo to besedno raztrgali na koščke, saj so si Nemci, Italijani, Madžari in Bolgari razdelili njeno ozemlje in ga upravljali v različnih pravnih oblikah. Nastale so kvizinške paradržave, kot so bile nezavisna država Hrvatska, tudi Nedićeva Srbija je nekako funkcionirala. A se je precej hitro začel pojavljati odpor proti okupatorju. Božo, Slovenija je bila tu zanimiva zaradi načina, kako se je ta odpor organiziral. Že 20 dni po napadu na Jugoslavijo so se v Ljubljani v Vidmarjevi vili sestali predstavniki komunistov, Sokolov, krščanskih socialistov in naprednih kulturnih delavcev. Nastala organizacija, kasneje znana kot Osvobodilna fronta. Ta organizacija je bila oblikovana v duhu sodelovanja naprednih sil že iz 30-ih let, recimo Ljudska fronta, pa vemo neke povezave tudi na Društvo prijateljev Sovjetske zveze. Kako to, da je bilo takšno povezovanje možno le v Sloveniji, oziroma da se je zgodilo le v Sloveniji? Nekaj malega tega je čutiti, oziroma se da videti tudi na Hrvaškem, ne pa tudi v drugih delih Jugoslavije. Ja, najprej rečem dve zadevi, kar zadeva splošno situacijo, ki jo je zelo analitično prikazala Kornelija, sta tukaj dve stvari še. Ena je v tem, da je bil fašizem tako ljuben in zlasti po krizi, po ekonomski krizi, je imel veliko zaveznikov v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji. Torej, šlo je za močne ideologije. In tudi zelo znani ljudje tistega časa, recimo oče kasnejšega ameriškega predsednika Johna Kennedyja ali znani letalec Lindbergh in tako naprej so bili izrazito naklonjeni Nemčiji. Prav tako Italiji. Mussolinija je pravzaprav Churchill dolgo časa občudoval, iz tega tudi vse te različne pogodbe, ki so jih in kupčije, ki so jih sklepali. Se pravi, to je pomembno igralo, ta odnos je imel pomembno vlogo v odnosu do Nemčije
in drugo je bil strah pred vojno. Ne. Ta tako imenovana appeasement policy izhaja iz tega, da so politiki po veliki vojni, ne, ker takrat še niso rekli prva vojna, obljubljali, da ne bo prišlo več do take. No, se pravi, averzija do vojne je bila zelo velika, ne povsod, seveda ne v Nemčiji, ne, kjer je bil ta feeling drugačen, obraten, ampak to je imelo pomembno vlogo. Ne. In morda še to, ne, kar se je izkazalo zlasti po Münchenskem sporazumu oziroma v Münchenskem sporazumu, ki niso hoteli pritegniti Sovjetske zveze. Kalkulacija je bila, kot je pravzaprav že nakazala Kornelija, v tem, da se bosta oba velika totalitarizma med sabo požrla in bo pač ta liberalni kapitalizem zmagal. Ne. No, ker zadeva Jugoslavijo, Jugoslavija je pravzaprav z napadom, ne, z razkosanjem prenehala obstajati. Ne. Pravniki temu pravijo debelacija. Ne. Se pravi, država ni bila samo okupirana. Ne. V tem se Jugoslavija bistveno razlikuje od večine drugih držav v Evropi, ampak so bili njeni deli ali formalno ali neformalno vključeni v druge države. To velja seveda tudi za Slovenijo. Ne. In jugoslovanska vlada je zbežala, prav tako je zbežal mladoletni kralj in na koncu pač pristal v Londonu. Ne. In britanska vlada ga je podpirala. No, se pravi, za bodočo protifašistično koalicijo, ki takrat še ni obstajala, je Jugoslavija sicer formalno obstajala, za večino drugih držav pa ne. Zlasti seveda na zasilju vsi, in tudi pri zaveznikih, ne, je bilo zelo malo upanja, da bo Jugoslavijo mogoče obnoviti, ne, ker so bila pač ta njena notranja nasprotja tako velika in so se izkazala tudi med vojno, ne, z temi medsebojnimi etničnimi obračuni, pravzaprav državljansko vojno. Ne, torej, v tistem času, v začetku, ne, je formalno obstajala jugoslovanska vojska v domovini, ki jo je vodil Draža Mihajlović, on je postal tudi obrambni minister te begunske vlade in četniki naj bi, tako so jih pač neformalno imenovali, ne, uradno je bila to jugoslovanska vojska v domovini, torej četniki naj bi bili odporniško gibanje, ne, na katerega so precej stavili Britanci v tistem času. No, četniki se v resnici niso borili. V začetku so čakali, potem so šli v nekaj bojev z Nemci, ampak so zelo hitro z njimi sklenili sporazum in se obrnili proti drugi odporniški, ali jaz bi rekel pravi odporniški sili, ki je nastala, to je bilo partizansko gibanje. To partizansko gibanje je vodil Josip Broz Tito. Nastalo je po celi Jugoslaviji, torej šlo je za komunistično odporniško gibanje. Nastalo je po celi Jugoslaviji, vendar ne povsod enako. Ne, se pravi, ta časovno gibanje je pri različnih narodih zelo različno, ampak na koncu, že v letu 1941 je pravzaprav prišlo do enotnega gibanja. Del tega gibanja je postalo tudi slovensko partizansko gibanje. Izvršni odbor Osvobodilne fronte je že septembra 1941 sprejel sklep, da slovenska partizanska vojska, ne, oziroma pač oborožena enota in celotno osvobodilno gibanje v Sloveniji torej postaja del jugoslovanskega odporniškega gibanja. Kaj je bila razlika, kaj je bila specifičnost? Torej, specifičnost Slovenije je bila v tem, kar si omenil. Ne. Šlo je za koalicijsko zasnovo, ne, ali spodbudila komunistična partija, vendar so v njem sodelovali v začetku precej enakopravno tudi drugi. Ne. Tukaj ni šlo za klasične stranke, razen manjših delov strank, ki so se priključili kasneje, ne, tako imenovana ministerska skupina, recimo, ne, predvsem seveda gre za posamične politike.
ampak je šlo za organizacije, ki so išle, lahko bi danes temu rekli, iz civilne družbe. Kot stranke, poznamo jih, to so sokoli krščanski socialisti, ki se delijo na delavski del, se pravi jugoslovanske sindikate, krščansko-socialistične sindikate in na Kozbekovo intelektualno skupino. In tukaj je potem še heterogena skupina razumnikov, intelektualcev, univerzitetnih profesorjev, recimo Franz Sturm, dekan naše filozofske fakultete, je bil na ustanovnem sestanku. Tako da to je bila precejšnja razlika. V Jugoslaviji je bil organiziran odpor vezan neposredno na torej centralni komitej oziroma na politbiro in tudi vodilne funkcije v vojski so bili pravzaprav preslikane torej iz vodstva komunistične partije v vodstvo nastajajoče narodno-osvobodilne vojske. In ta razlika je pravzaprav ves čas vojne povzročala neka trenja in konflikte. To seveda ne pomeni, da bi bili v Sloveniji kakršnikoli dvomi o tem, ali bo Jugoslavija obnovljena, ali je prav, da so del tega gibanja in tako naprej, ampak v sami taktiki, v sami izvedbi in tudi v političnih ciljih je pa bila razlika. To se je pokazalo večkrat. Večkrat je prišlo do poskusov, da bi izenačili pozicijo v Sloveniji s pozicijo drugod po Jugoslaviji. Najprej so poslali enega starega jugoslovanskega oficirja, Arso Jovanovića, je poslal Tito, da bi slovensko partizansko vojsko izenačil z jugoslovansko. Zatem to ni uspelo, izvršni odbor Osvobodilne fronte ga je poslal nazaj, čeprav ga je osebno poslal Tito s tem namenom. Drugi je to poskušal torej Ivo Lola Ribar, ki mu prav tako ni uspelo, ampak ena od posledic teh pritiskov je bila tudi dolomitska izjava. Dolomitsko izjavo mi seveda interpretiramo na zelo različne načine, v glavnem kot neko dominacijo komunistov, ampak komunisti te dominacije niso potrebovali, ker so jo že imeli. Njim ni bil potreben nek podpis še zraven. Šlo je za to, da so hoteli ohraniti Osvobodilno fronto in dokazati jugoslovanskemu vrhu, da pa komunisti imajo vodilno vlogo. Se pravi, te razlike se kažejo ves čas. So še druge, povsem objektivne, ker na jugu je nastal množičen odpor, vstajniški sistem, kakršnega poznajo iz časov Turkov, ki je seveda tudi zelo hitro uplahnil, medtem ko je v Sloveniji nastala organizirana celotna mreža različnih organizacij, torej od ilegalnih bolnišnic do kurirskih povezav, raznih organizacij, ki so tako ali drugače sodelovale, mestna gverila, ki je delovala v Ljubljani, pa tudi večjih mestih, to je bila neke vrste manevrska zaščita in partizanske enote, ker je tudi Slovenija drugačna, prepredena s komunikacijami in tako naprej, tukaj razen izjem, Kočevje in tako naprej, ni neprehodnih gozdov. Tako da te razlike so obstajale ves čas, tudi konflikti v vojaški organizaciji in politični, ampak seveda to ni nekaj, kar bi recimo dajalo vtis, da je bila pa Slovenija tako zelo drugačna ali da se ni mogla vklopiti v odporniško gibanje, kot je delovalo v Jugoslaviji. Avgusta 1941 sta ameriški predsednik Roosevelt in britanski premier Churchill na krovu bojne ladje Prince of Wales podpisali izjavo znano kot Atlantska izjava. Kornelija, ZDA takrat še niso bile v vojni, še vedno je bil precej močan duh izolacionizma. Velika Britanija pa je na drugi strani že obranila nevarnost invazije. Politično sta si bili državi zelo različni, a kljub vsemu sta podpisali izjavo, ki je bila precej pomembna za dolgoročni kasnejši razvoj. Z eno od točk so se recimo navdihnili po vsej verjetnosti pri Wilsonu in njegovih 14 točkah iz konca Prve svetovne vojne. Mislim na tisto o pravici naroda do suverenosti. Zakaj je nastala Atlantska listina in
malo intrigantno za historike, seveda takšne vrste vprašanje, ali je bila iskrena. Namreč govori o podjarmljenih narodih in njihovi svobodi, podpisal pa je predsednik vlade Velike Britanije, ki je vladala milijonom v Aziji in Afriki. Ja, že sam si v bistvu v tem uvodu v vprašanje načel ta kontekst, v katerem je bila vzpostavljena oziroma razglašena Atlantska izjava. Velika Britanija, kot rečeno, se je takrat ubranila že večine napadov na svoje ozemlje, se je pa na vse pretege trudila, da bi še naprej zadrževala nemške enote. Silovito se je bojevala na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, potekala je tudi tako imenovana vojna na morju oziroma bitka za Atlantik, kjer se je britanska mornarica bojevala za prevlado na morju proti nemškim podmornicam. Na drugi strani ZDA še vedno niso uradno vstopile v vojno, to se je zgodilo šele nekaj mesecev kasneje, decembra 1941, so pa bile občasno zapletene v kakšen spopad na Atlantiku, tudi v precejšnji bližini svojega ozemlja. Obstoj Britanije je bil torej v tem času v marsičemu odvisen od ZDA, kljub njeni še vedno izrazito izolacionistični politiki, katero je omenil že Božo, na čelu s Josephom Kennedyjem in gibanjem Najprej Amerika, ki se pravi z geslom, ki nam je še danes precej dobro poznan, pa vendarle so Združene države Amerike pod vodstvom Roosevelta oblikovale en poseben program, ki je izrazito pomagal Veliki Britaniji, to je bil program Lend-Lease. Tega je podpiral torej Roosevelt, kljub temu, da so bile v kongresu močne nasprotne sile. Roosevelt je tako moral voditi zelo premeteno politiko izpolnjevanja na eni strani navodil kongresa in interesov predstavnikov v njem, med katerimi so bili torej tudi simpatizerji nemško-italijanskega tabora, na drugi strani pa je Churchill ves čas pritiskal na Združene države Amerike za pomoč in ne nazadnje tudi, da bi končno napovedale vojno Nemčiji. Na tem srečanju, katerega rezultat je bila Atlantska listina, sta torej Roosevelt in Churchill snovala vojaško strategijo, po kateri bi se ravnali potem, ko bi ZDA napovedale Nemčiji vojno. Omenil si že, da sta se sestala na vojaški ladji. To je bilo v bližini britanske vojaške baze v Kanadi z imenom Argentia, ki jo je Britanija tedaj dala v najem Združenim državam Amerike v zameno za 50 prepotrebnih, sicer odsluženih ameriških rušilcev, ki jih je Britanija kasneje uporabljala za prevoz zalog iz ZDA v Britanijo. Na koncu teh 14-dnevnih pogovorov, ki so torej imela svoj namen, pa sta voditelja objavila skupno izjavo v 8 točkah, ki so deloma torej povzemale tudi Wilsonovih 14 točk. In te točke so deloma skrbele za to, da Britanija ne bi izkoristila druge svetovne vojne za svoje imperialistične vzgibe. Se pravi, že v prvi točki, kjer je jasno zapisano, da Britanija vojne ne bo izkoristila za pridobivanje novih ozemelj. Na drugi strani pa sta oba voditelja s temi točkami ponudila vojne cilje, ki so gledali izven nacionalističnih okvirjev, torej sta dala nek višji smisel celotnemu bojevanju v vojni. Poleg že omenjene pravice do samoodločbe sta določila, da se bodo ozemeljske spremembe reševale v skladu z željami vseh ljudstev, ki se jih bojo te ozemeljske spremembe dotikale, da se bo ukinila protekcionistična politika in uvedla nova oblika trgovanja, da se bo promoviralo socialno skrbstvo in da se bo delalo za dobrobit vseh. Tako kot si že sam nakazal, Britanija se je pod te cilje podpisala s pridržkom, s podobnim pridržkom, kot ga je denimo imel tudi Wilson, ko je oblikoval svojih 14 točk. Namreč
Churchill je bil prepričan, da te točke veljajo predvsem za Evropo in njene civilizacijske podaljške. Roosevelt na drugi strani je bil pa precejšen zagovornik dekolonizacije in jo je tudi predvidel za ameriške kolonije takoj po zaključku vojne, in to je njegov naslednik Harry Truman tudi izpolnil, potem ko je leta 1946 podelil samostojnost Filipinom in tako pravzaprav sprožil proces dekolonizacije. Sčasoma je na tem področju morala popustiti tudi Britanija, sicer pa, če se obrnemo nazaj k Atlantski listini, tem ciljem je vsaj deklarativno sledila množica mednarodnih organizacij, ustanovljenih po drugi svetovni vojni. Sledijo jim še danes, seveda enkrat bolj, drugič spet manj uspešno, vsekakor pa je teh 8 točk Atlantske listine temelj današnje svetovne ureditve. Ostanimo še malo pri Atlantski listini, pa jo povežimo s temeljnimi točkami Osvobodilne fronte. Te so bile razglašene 1. novembra 1941. Božo, a lahko najdemo stične točke? Ali pa morda ali se celo temeljne točke naslanjajo na Atlantsko listino? Ja, torej k temeljnim točkam je bila Atlantska listina pravzaprav dodana, oziroma se je na njo sklicevala naknadno, na tisti zadnji 2 točki, ki sta nastali. Tukaj gre seveda za vprašanje narodne samoodločbe, ki je bilo za Slovence temeljno. V širšem kontekstu je pa res bolj, bi rekel, izzivalno to, kar je sedaj povedala Kornelija. Za koga naj bi te točke veljale? Ker treba je vedeti nekaj. Nemška rasistična politika, ki je pač izhajala iz tega, kar si omenil na začetku, Übermensch ideologije, se pravi več vrednosti, je črpala iz britanske in iz ameriške. Se pravi, rasizem ni nemški izum. Nemci so ga samo, recimo temu v narekovajih, izpopolnili do perfektnosti, do pač tega tako imenovanega končnega vprašanja in Endlösung, recimo v primeru Judov. Drugače pa vemo, tudi že genocidi so se dogajali prej. In Nemci so pravzaprav občudovali ZDA in njihovo segregacijsko politiko. Njihov problem je bil v tem, da niso mogli istega izvesti v Nemčiji, ker pač črnci, oziroma pač temnopolti, Afroameričani, so bili manj izobraženi, delovna sila, napol suženjska delovna sila. Judje recimo so bili pa elita nemškega naroda, ekonomska in intelektualna. Tako da seveda jaz vidim v tej Atlantski listini precej hipokrizije, oziroma to, kar je že rekla Kornelija, to naj bi veljalo za, kot je Churchill rad rekel, English speaking people. Slovenska situacija tukaj je seveda nekoliko drugačna. Slovenci so bili v Jugoslaviji eno od 3 plemen, imeli so svojo kulturno avtonomijo, do določene mere tudi politično, imeli so svoj ekonomski prostor in se razvijali. Vsaj ta jedrni del. Neosvobojeno je pač neosvobojen je ostal velik del zahodnega ozemlja, kot vemo, več kot četrtina ozemlja. In to je bil problem za Slovenijo in Koroška, ki smo jo pa sami izgubili. In cilj Osvobodilne fronte v smislu Atlantske listine, obljub Atlantske listine, je bila pravica do samoodločbe v 2 smislih. Prvič do združitve nacionalnega ozemlja, torej cilj je bila zedinjena Slovenija, ki so jo skušali doseči, tudi z oboroženim bojem po celem slovenskem ozemlju. In drugič pravica do samoodločbe, s kom se bodo povezovali. Jaz sem rekel že prej, da
ni bilo vprašanje iti nazaj v Jugoslavijo, ker je bila to tudi najbolj realna opcija. Bilo je pa vprašanje, v kakšno Jugoslavijo, ne. In zato je bil torej cilj v bistvu federativna Jugoslavija že od vsega začetka. Se pravi, Slovenci so hoteli svojo državnost znotraj Jugoslavije. Zato je na koncu tudi prišlo do zahteve, da je v ustavo vpisana pravica do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. Že v prvo jugoslovansko ustavo in potem seveda tudi v vse ostale. Ne. In v tistem času se slovenska državnost poudarja tako izrazito, da je to, kar je pravzaprav po svoje paradoksalno, to učita celo protipartizanski tabor. Ne. Protipartizanski tabor pravi, vi ste premalo jugoslovanski, vi samo slovenstvo poudarjate. Ne. Ta politika se je potem po letu 1944 tudi začela spreminjati. Ne. Boris Kidrič, eden od voditeljev, ne, motor Osvobodilne fronte, je potem napisal en članek Več jugoslovanstva. Ne. In to je bil tudi proces, ki se je začel potem po drugem zasedanju AVNO in nek proces unifikacije osvobodilnega gibanja, ne, o tem smo govorili že prej pri Osvobodilni fronti, ki se je končal tudi s tem, da je slovenska partizanska vojska postala del jugoslovanske armade marca 1945. Ne. Ampak v osnovi torej, ne, je bila Atlantska listina v Osvobodilni fronti razumljena kot pravica do združitve slovenskega nacionalnega ozemlja in do svoje države v Jugoslaviji. Znane so izjave, da je 8. oziroma 9. maj prinesel mir, vsaj v Evropi. Pustimo ob strani, da se je pri nas vojna nadaljevala do 15. maja. Izjava pa je pravzaprav zavajajoča. Kapitulacija nemških vojaških sil je seveda bil eden od pomembnih dogodkov, ampak to še zdaleč ni prineslo miru. Kornelija, v mnogih evropskih državah je prišlo do političnih napetosti. Eden od zmagovalcev vojne, Winston Churchill, recimo nekaj tednov po koncu vojne izgubil volitve. V mnogih državah pa je prišlo do različnih maščevanj, do posameznih skupin, večjih ali manjših, do določene skupnosti znotraj širokih populacij. Kdor je prebral Kita Lava, njegovo Podivjano celino, ve, o čem govorim. Kornelija, zakaj so bila pomembna, oziroma pravzaprav nepomembna, napačno vprašanje, zakaj je prišlo do takšnih krvavih maščevanj, zakaj niso bili dovolj sodni postopki in tam dosojene kazni? Ja, zdaj, v času po kapitulaciji Nemčije je nekaj časa enostavno trajalo, da se je vzpostavil povojni red. Čeprav se je torej vsaj deklarativno vojno stanje zaključilo, je bila Evropa polna vojakov, bila je polna orožja, predvsem pa ljudi, ki so iskali krivce za to, kar so morali preživeti v zadnjih 6, 5 ali 4 letih, če govorimo o Jugoslaviji, se pravi v teh letih vojskovanja, ko je samo v Evropi umrlo 40 milijonov ljudi. Mislim, da je to stanje zelo lepo ponazoril z besedami, ko je zapisal, da si je potrebno samo zamisliti svet brez institucij, brez vlad, brez izobraževalnih ustanov, brez informacij, brez denarja, trgovin, zakona in reda. Na ulicah ste torej imeli moške z orožjem, ki so si enostavno vzeli tisto, kar so si želeli vzeti, in ženske vseh razredov in starosti, ki so se med drugim tudi prostituirale za hrano in še pomembneje za varnost. To so torej okoliščine, v katerih so eni izmed najhujših zločinov druge svetovne vojne se dogajali, in to celo izpod rok sonarodnjakov. Torej, kapitulacija Nemčije še ne pomeni miru, kot si to radi predstavljamo, ni šlo za neko takojšnje odlaganje orožja ali pa za neko romantično seganje rok čez strelske jarke. V marsikaterem pogledu je torej šlo za enega izmed najtežjih trenutkov boja za preživetje na čisto individualni ravni, kjer so množice in posamezniki vzeli stvari v svoje roke, ponekod pa
so taka grozodejstva vodile celo zmagovite oblasti. Seveda tukaj ne govorimo samo o pobojih ali pa na primeru Francije zelo znanih, se pravi, striženjem žensk na golo, tako. Ampak govorimo tudi o posilstvih, o prisilnih migracijah, ki jih štejemo v milijonih. Se pravi, ti prvi tedni po kapitulaciji Nemčije, ki se nekje zavlečejo v mesece, so eno zelo, zelo nemirno obdobje Evrope, ki ga zelo radi potiskamo na stran. Božo, zakaj je prišlo do eksekucij nasprotnikov osvobodilnega boja? Ja, to je treba videti v dveh kontekstih. Eden je širši, o katerem je pravkar govorila Kornelija, drugi je pa naš jugoslovanski ali lokalni, kakorkoli to že opredelimo. Pri širšem je treba vedeti nekaj, kar je bistveno za razumevanje tedanje situacije. Torej, to je načelo kolektivne krivde. To načelo kolektivne krivde so seveda uvedli nacisti in njihovi zavezniki med drugo svetovno vojno. In odtod tudi ti množični poboji, ki so jih izvajali in v Sloveniji in drugod po Jugoslaviji. Slovenci, Srbi in Judje so bili pravzaprav tisti, ki so bili v Jugoslaviji najbolj na udaru. Če se samo spomnim na množične masakre v Kragujevcu, recimo, kjer so praktično pobili celo šolo in tako naprej. Torej, načelo kolektivne krivde so potem prevzeli tudi zavezniki po vojni. In to se kaže recimo v izgonu nemških manjšin, v dogovorjenem izgonu nemških manjšin, ki so jih imeli za glavnega krivca vojne. In to je postal del teh množičnih migracij, verjetno največjih migracij v sodobni zgodovini, ker potem imaš tudi vračanja iz koncentracijskih taborišč in drugačne repatriacije in tako naprej. In to se je kazalo v tem, da je prišlo do dogovora o vračanju kvizlinških enot. To formalno ni veljalo za jugoslovanske enote, bil je dogovor med Sovjetsko zvezo in zahodnimi zavezniki, ampak smiselno so tako kar zadeva Nemce, kot kar zadeva vračanje kvizlinških enot, upoštevali to načelo. To načelo ni bilo izvajano dosledno. Britanci so recimo izvzeli četnike, ki so jih kljub vsemu nekako intimno šteli za odporniško gibanje, čeprav so se obrnili na koncu na Jugoslovane in torej na partizane in ugotovili, da so četniki v bistvu izdajalci. Razen izjemoma, nekaj so jih tudi vrnili. In v veliki meri je bilo odvisno od lokalnih poveljnikov na terenu, ker iz zahodne Italije recimo v Jugoslavijo razen izjem niso vračali, četnikov sploh ne, medtem ko s Koroške recimo, kot vemo, so domobrance in tudi druge vrnili. En pomemben element je še, ki si ga ti že omenil na začetku. Torej, vojna se je za Jugoslavijo končala teden dni kasneje, teden po nemški kapitulaciji 15. maja. In treba si je predstavljati tedanjo situacijo. Torej, v severovzhodni Sloveniji, na nekem zelo majhnem območju, so se skoncentrirali 100.000 različnih vojakov, celotna armadna skupina E z Balkana, ki jo je vodil Aleksander von Löhr. Ta se je potem predala slovenskim partizanom oziroma jugoslovanski armadi. Ob njih pa desetine tisočev raznih kvizliških enot. Ustašev, ustaških domobranov, četnikov in vseh drugih, kar jih je pač delovalo na Balkanu. To se je tukaj nagnetlo, na svoji poti so ropali, pobijali, posiljevali, požigali.
in jasno, da je potem prišlo do neke reakcije, ne? Torej do maščevanja. To maščevanje ima pa več korenin, ne? Prvič je pač to, ne, da je bila tukaj taka koncentracija, ker večina pobojev se je zgodila tukaj, se pravi na slovenskem ozemlju in na avstrijskem Koroškem, ne? Torej specifičen zaključek vojne. Drugo, kar je značilno, je pač ta notranji boj posamičnih narodov, enega proti drugemu, ne, Srbov proti Hrvatom in tako naprej, ne, ki je pač poln medsebojnih pobojev, masakrov in tudi genocida, ne, kar zadeva ustaše in nad Srbi, nad srbskim prebivalstvom na Hrvaškem. In tukaj so potem posamične enote jugoslovanske armade, ki so prišle sem, so iskale svoje in so obračunavale s svojimi, ne, tako da v bistvu je vsak obračunaval s svojimi, ne. Danes pogosto slišimo tezo, zlasti na desnici, skrajni desnici, da smo Slovenci pravzaprav genociden narod, ker je tukaj bilo toliko pobojev, ne, kar je seveda neumnost. Na to je pač bilo zato, ker se je vojna končala tukaj. Drugo, seveda je pomembno to, da je ta vojna imela tudi razredni značaj, ne, da je bila hkrati revolucija, ne, torej, da je v njej potekala državljanska vojna, saj na večini jugoslovanskega ozemlja, kakorkoli že to definiramo, ne, državljanska vojna imajo pač neke svoje definicije in v slovenskem primeru, ne, je težko govoriti o državljanski vojni, pa tudi jugoslovanskem, ker ni države, ampak vsekakor ta medsebojni spopad je. In to je tudi seveda imelo neko svojo pomembno dimenzijo. Tito je, oziroma jugoslovansko vodstvo je večkrat razglasilo amnestijo, ki pa ni bila oziroma je bila slabo upoštevana, ampak to seveda ne pomeni, da niso ukazi o teh obračunih prišli z najvišjega vrha, ne. To nimamo seveda napisano, ampak po logiki sklepanja tako to je, samo marsikje stvari enostavno ni bilo mogoče kontrolirati. No, in potem je tukaj še en pomemben element, in sicer ta, da je v zraku visela nevarnost tretje svetovne vojne, ne. Se pravi, spopada med dotedanjimi zavezniki, Sovjetsko zvezo na eni strani in zahodnimi državami na drugi strani, in v taki morebitni vojni, ne, do katere potem na srečo ni prišlo, ne, bi seveda vse te kvizlinške in podobne enote zahodni zavezniki uporabili, ker je bila kalkulacija, da bo Jugoslavija na strani Sovjetske zveze, ne, in bi jih potem uporabili v taki potencialni vojni, ne. Tako da razlogi so raznovrstni, ne, od povsem osebnih maščevanj, ne, do mednacionalnih obračunov in torej tudi te razredno-revolucionarne dimenzije, ampak v kontekstu celotnega dogajanja v Evropi, ne, mislim, ni ta situacija sama po sebi pravzaprav nič posebnega, ne. Kot je rekla Kornelija, pač vojna se ne konča tako kot nogometna tekma s piskom, z žvižgom piščalke, ne, in to se je dogajalo tudi v Evropi, ne. Kitzlau je to zelo dobro opisal, ne, pri čemer pa so gotovo neke razlike v odnosu, ampak te razlike po mojem mnenju niso povezane s tem, da je nek narod bolj kultiviran ali bolj civiliziran, drug pa manj, ne, kar se tudi pogosto pojavlja, češ, ne, Rusi so barbari in tako naprej, ne. Ta zahodna civilizacija je višja. Tukaj gre preprosto za to, da so nekateri narodi vojno, trpljenje med vojno občutili bistveno huje in bistveno drugače kot drugi, ne. Že sama Jugoslavija je taka, absolutno, ne. Prav tako to velja recimo za Sovjetsko zvezo, ne, ali pač za Rusijo današnjo, ne. Vi si predstavljajte, da je ta nemška vojska je šla
torej najprej skoraj do Moskve in je požigala, pobijala in delala pač vse te grozovite stvari. Ne? In potem, ko se je umikala, pa še enkrat, tisto, kar je še ostalo. Ne? In gotovo je percepcija nekega ruskega vojaka ali jugoslovanskega partizana, ki so mu pobili vse, drugačna kot percepcija nekega ameriškega vojaka, kjer razen v Pearl Harboru vojne v bistvu niso čutili, vsaj družine niso čutile. Ne? Borili so se moški pač nekje, ampak izven svojega ozemlja. In za Veliko Britanijo velja podobno. Ne? Seveda so bila bombardiranja in London je bil praktično porušen in tako naprej, ampak tega neposrednega fizičnega stika, okupacije, razen v Kanalskih otokih, kjer pa je bila situacija povsem drugačna, ni bilo. Ne? Se pravi, treba je upoštevati pri ocenjevanju teh razmer tudi psihološke razloge, ki izhajajo iz različnih situacij, različnih narodov. Pod vprašanje je v bistvu za oba. Kako je bilo s sodnimi postopki proti vojnim zločincem v različnih državah? Vemo, da so nemškim sodili v Nürnbergu, Italijanom niso sodili. Za nameček so celo nekateri italijanski vojni zločinci dolga desetletja po vojni, recimo Rodolfo Graziani, pred manj kot desetletjem dobili celo spomenik v rojstni vasi. Pri nas so vojne zločince sodili, zdaj jih rehabilitirajo. Kot vemo, to drugje ni praksa. Sodnih procesov v Nürnbergu namreč nihče ni problematiziral kot pravno vprašljive, glede na današnji standard. Najprej jaz? Ja, seveda. Ja, zdaj jaz se bom seveda držala tega mednarodnega konteksta. V mednarodnem kontekstu sta, kot je Bojan že omenil, si že omenil, poznan en sklop sodnih procesov v Nürnbergu, zelo poznan je bil tudi drug sklop, se pravi procesov v Tokiu. Pri nürnberških procesih je šlo pravzaprav za skupek večjih sodnih procesov, ki jih lahko razdelimo dodatno na dva sklopa. Prvi sklop sojenja je potekal pred mednarodnim vojaškim tribunalom, drugi sklop pa pred ameriškim nürnberškim vojaškim tribunalom. Oba pa sta bila, tako kot si omenil, usmerjena proti Nemcem obtoženim vojnih zločinov. Brez dvoma so bili tudi italijanski generali krivi vojnih zločinov, začenši denimo z maršalom Pietrom Badoljem, ki je dal med drugim podpisati italijansko kapitulacijo in je potem za časa zavezniške okupacije postal tudi italijanski premier. Sam je denimo v Abisinski vojni zaukazal uporabo strupenih plinov, kar je povzročilo večje število smrti in nazadnje pripeljalo tudi Italiji zmago. Povsem enoznačnega odgovora, zakaj niso sodili Italijanom, sicer ni, vendar na podlagi zgodovinopisne metode lahko precej jasno odkrijemo to konstelacijo dogodkov. Namreč oktobra 1943 je Komisija Združenih narodov za vojne zločine, se pravi zavezniška komisija, že pripravila spisek možnih obtožencev, s čimer je bilo jasno nakazano, da želijo zavezniki soditi odgovornim v Italiji. Ta namera je bila kasneje potrjena, se pravi novembra 1943, tudi z Moskovsko deklaracijo, v kateri je bilo zapisano, da se italijanskim vojnim zločincem mora soditi, tako za vojne zločine v drugi svetovni vojni v Evropi, zlasti na Balkanu, kot tudi za vojne zločine v Etiopiji. Do leta 1948 je na tem spisku že 1200 potencialnih krivcev za vojne zločine, tako v Etiopiji in zlasti v Jugoslaviji. Vendar do velikega sodnega procesa, kot rečeno, ni prišlo. Edina izjema je približno, mislim, da 40 sodnih procesov, ki so jih izvedli Britanci v Italiji takoj po zaključku vojne tam. Noben Italijan pa ni bil torej obtožen pred mednarodnim vojaškim tribunalom. To je bila tudi posledica aktivne italijanske politike, ki je od leta 1944 napela pravzaprav vse moči, da je ovirala prizadevanja za uveljavitev mednarodnih dogovorov zaveznikov, ki sem jih že omenila. Kasneje pa tudi
so tudi aktivno uverali izvajanje nalogov za aretacije. Skupaj torej s splošno politiko prepozicioniranja Italije iz tabora silu-si v tabor zmagovalk je bila torej ta strategija uviranja prizadevanj za sojenje zelo uspešna. In to je nazadnje rezultiralo tudi v pravici italijanske vlade, da je lahko celo naslovila lastne obtožbe na Komisijo Združenih narodov za vojne zločine, tako da je bila v mednarodno-pravnem kontekstu Italija priznana celo kot žrtev vojnih zločinov. Hkrati je tudi sama ustanovila preiskovalno komisijo, katere naloga je bila, da bi ocenjevala obtožbe, ki jih je proti Italiji podala prav Jugoslavija, ki naj bi tudi identificirala posameznike, katerim naj bi kasneje sodili, ampak rezultat je bil vse preko to. Kasneje je bila uvedena tudi splošna amnestija proti tistim, ki so se soočali z obtožbami. Mislim, da se je ta amnestija imenovala Toljatijeva amnestija. In sicer podeljena je bila z namenom pacifikacije države. In v tej amnestiji je Italija sicer obsojala zločine, ki so jih storili fašisti in kolaboracionisti, ampak se je odrekla njihovem pregonu. Na drugi strani pa moramo se seveda vprašamo, kaj so tukaj delale Združene države Amerike in Velika Britanija. Vemo, da sta obe državi pritiskali tako na Jugoslavijo kot na Etiopijo, da se ne bi preveč zavzemali za izvršitev nalogov za aretacijo, kar je bila med drugim tudi posledica geostrateške situacije po vojni, ko je obstajala zelo resna možnost, da bi v Italiji prevzeli oblast komunisti, s čimer bi Italija padla v vzhodni ideološki blok, se pravi porajajoče se hladne vojne. In vse to, ta kolektivna politika je pravzaprav privedla tudi do tako imenovane kolektivne amnezije v Italiji, ki zaradi nerazčiščevanja in celo poveličevanja tistih, ki so storili te zločine, kot si omenil, pravzaprav vedno znova izvaja nasilje nad žrtvami teh zločinov. Ja, jaz bi rekel, da je pravzaprav, tole je bil zelo dober prikaz tedanjih razmer, moram reči. Rekel bi še to, da je v bistvu stvar zelo ambivalentna. Ne? Po eni strani je pri teh sojenjih, ki so zajela zelo majhen del tudi nacistov, ne? Če pustimo zdaj Italijane in druge ob strani, je šlo za neko simbolno dejanje. Ne? Se pravi, zato, da se pokaže, da pač neka pravica obstaja, in da se ta pravica izkaže na sodišču, čeprav je šlo za, kakorkoli to obračamo, za politična sojenja. In tudi že selekcija sama je bila politična. Poleg tega je treba vedeti še nekaj, v tem kontekstu hladne vojne, ki je nastala, so tako Združene države Amerike kot Velika Britanija na eni strani in na drugi strani Sovjetska zveza pravzaprav tekmovale, katera si bo vzela več znanstvenikov iz nacističnih vrst. Se pravi, ljudje, ki so bili posredno ali neposredno najbolj odgovorni za razvoj najbolj množičnih uničevalnih orožij in še za marsikaj drugega, so v bistvu postali nagrajeni v tej novi konstelaciji hladne vojne, ker so jih potrebovali za razvoj atomske bombe in seveda vseh drugih orožij in modernih tehnik, ki so jih razvijali. Se pravi, da je bila situacija torej zelo po svoje tudi hipokritična in ambivalentna. Zdaj, drugi del tvojega vprašanja, ki pravzaprav zadeva sodobnost, jaz bi rekel, pa izhaja iz tega, jaz bi rekel, da povojna ureditev sveta, kot smo rekli že na začetku, je bila zgrajena na
proti fašizmu. Povojno ureditev sveta so zgradile zmagovalke in v veliki meri ta ureditev, saj če pogledamo varnostni svet, recimo, še vedno obstaja. V resnici pa ne funkcionira več. Svetovni red je zelo šibek, komaj da še obstaja. Tako da ta element je po koncu hladne vojne izginil. Z novimi geostrateškimi razmerji je bilo konec tudi tega temelja. In tisto, kar je pa še ostalo, so danes porušile Združene države Amerike, pravzaprav svojo politiko. Kar zadeva Evropo, je situacija podobna. Mi smo imeli zadnjič eno debato v House of European History in en moj kolega, Pierre Legru, je rekel, poglejte se, Evrope nihče noče voditi. Zlasti ni tukaj vodilnih, ni zmagovalk druge svetovne vojne. Britanci so se umaknili, Francozi so prešibki, vodilno vlogo v Nemčiji, v Evropi ima Nemčija, ki je poražena. In to ima neke posledice. Druga posledica, ki je po moje še pomembnejša, je širitev Evropske unije. Ko se je Evropska unija razširila na vzhodnoevropske države, so te vanjo prinesle vse svoje vojne travme, vse svoje komplekse, izenačevanje komunizma in nacizma in tako naprej, kar se odraža konec koncev v vsaj, 10, 12 ali še več različnih zelo kontradiktornih resolucijah, ki se potem tako ali drugače v nekaterih državah tudi prevajajo v notranji pravni red. To je bilo storjeno na zahtevo in pritisk vzhodnoevropskih držav, ki so bile seveda po eni strani razpete med kolaboracijo in po drugi strani med osvoboditvijo oziroma, kot oni definirajo, okupacijo Sovjetske zveze, s tem, da so sodelovali v pobojih 100.000 Judov in tako naprej. Skratka, pogled na protifašizem se je v Evropi izrazito spremenil. Če bi to gledali z nekega vidika, kaj je kdo dobil, jaz mislim, da sicer je to morda malce cinično, ampak mislim, da so zahodne države, so se pač z širitvijo razširile na vzhod, dobile so trge, dobile so poceni delovno silo, v zameno so pa pač dopustile to, da so vzhodnoevropske države prodale v narekovajih celotni Evropski uniji in neke vrste ideologijo. Tako da ta pogled na zmago proti fašistične koalicije je danes močno spremenjen, kar se seveda kaže tudi v praznovanjih, v komemoracijah in tako naprej, ker ta nova geostrateška razmerja imajo za posledico za nas, ki smo zgodovinarji, v resnici absurdna situacija, da proslavljate osvoboditev nekega taborišča brez tistega, ki ga je osvobodil, da imate proslave, kjer so poraženci, ni pa zmagovalcev in tako naprej. Torej, današnja Evropa je v tem ideološkem pogledu fašizma in protifašizma ena velika zmeda, kar je tudi eden od razlogov, ni edini, je pa eden od razlogov, da je pravzaprav neke nove, recimo temu mehkejše oblike fašizma, ne postajajo del naše normalnosti. Božo, kot vemo, so si Slovenijo razdelili 4 okupatorji. Na slovenskem ozemlju je bilo, to je po zaslugi raziskovalnega projekta, ki ga vodiš, zdaj izmerjeno 660 km različnih meja. Tudi po vojni so se meje precej spremenile, seveda za nas v smislu razširitve nacionalnega ozemlja. Koliko je to zasluga NOB in koliko neuspešnih, ne je v narekovajih, neuspešnosti na mednarodnih pogajanjih? Vemo, bili smo majhni, tudi Jugoslavija ni bila pretirano velika, ampak bili smo zmagovalci. Zdaj, ali so naše meje začrtane po drugi svetovni vojni maksimum možnega? A sta bila Trst in Celovec pobožna želja ali pa realnost? No, najprej bi rekel nekaj, išel bi iz tega zmagovalci. Če
gledate pozicijo Slovencev v mednarodnih odnosih, Slovencev kot naroda, ker države nismo imeli, boste videli velikanske razlike v ocenjevanju. Po prvi svetovni vojni jih v bistvu štejejo za en tak nižje razvit, manj kulturen narod, ki je bil vedno podrejen, ki se ni pripravljen postaviti zase, ki je izdal nemškega cesarja o prvi priložnosti, sedaj pa spet, prej mu je bil pa ves čas zvest in ga je glorificiral, sedaj pa spet nekaj joka in zahteva zase in tako naprej. V drugi svetovni vojni je ta ocena popolnoma drugačna. Ocene zavezniških misij govorijo o boju partizanov, o zagrizenosti, o pripravljenosti, da prispevajo k protifašistični koaliciji, o reševanju desetin zavezniških pilotov in tako naprej. Se pravi, že samo iz teh ocen lahko vidite, da percepcija nekega naroda, položaj, v katerega se sam postavi, odločilno vpliva na njegovo vlogo. Torej, brez te vloge Slovencev in brez odpora brez jugoslovanskega odporniškega gibanja, meja zagotovo ne bi bilo mogoče spremeniti. To je iluzija. Da bi recimo Jugoslavijo osvobodili, pa tudi če bi celotno zahodni zavezniki in da bi potem za nagrado dali še Trst, recimo, ali zahodni del ozemlja, to lahko razmišlja samo nekdo, ki nima pojma o mednarodnih odnosih in o geostrateških razmerih. Torej, to, kar smo si izborili sami. Kar zadeva Koroško, če najprej začnem tukaj, in tudi konec koncev Porabje, ker tudi Porabje so želeli vključiti v novo državo, se pravi v zedinjeno Slovenijo, v federativni Jugoslaviji. Torej, kar zadeva Porabje, to ni bilo realno, čeprav so tudi tja prišli partizani. So bila pa razmišljanja o izmenjavi prebivalstva, ki se niso uresničila. Se pravi, teh nekaj vasi, na slovenskih vasi pač naj bi, za teh nekaj vasi naj bi zamenjali prebivalstvo. No, do tega ni prišlo. Vemo pa, da je prišlo na zahodu proti Italiji, do te selitve pravzaprav, Ezulov. Kar zadeva Koroško, je bila na Moskovski konferenci, ki je Kornelija že omenila, je bilo stališče, da se Avstrija obnovi v mejah izpred Anschlussa, ampak takrat je bil dan pogoj, ki je potem izginil, da se torej mora aktivno izkazati v boju proti nacizmu. V Avstriji razen posamičnih skupin, kot vemo, ljudi, torej kot je Sophie Scholl in še kakšna, in nekaj manjših skupin, torej ni bilo nekega odpora. Edini aktivni oboroženi odpor so nudili slovenski partizani na Koroškem, ki pa so se hkrati borili za odcepitev Koroške, za vključitev v Jugoslavijo, in zato je nastala zelo ambivalentna situacija. Po eni strani so se Avstrijci sklicevali nanje, češ poglejte, saj smo se upirali, po drugi strani so jih pa imeli pravzaprav za izdajalce. In je tudi prihajalo do sodnih procesov proti partizanom po vojni in tako naprej. No, torej ta pogoj, da mora biti aktivna v protifašizmu in proti nacizmu, je izginil. V povojnih geostrateških razmerih je ostalo samo to, da se Avstrija omeji, torej obnovi v mejah izpred Anschlussa. Jugoslavija je temu nasprotovala. Ta kriza, kot vemo, je trajala 10 let, sredi 50-ih let so potem vendarle Avstriji dali polno samostojnost pod nekimi določenimi pogoji in tudi Jugoslavija je na to pristala, pač z nekimi varovalkami za manjšine, kot vemo. Se pravi, glede na geostrateško razmerje, tukaj bi rekel, da ni bilo realne možnosti, da v resnici
dobimo Koroško. Drugače bi bilo to, če bi seveda bil izid plebiscita po prvi svetovni vojni drugačen. Torej, tam je ključna točka tega, da Koroška ni del današnje Slovenije. Kar zadeva zahodno mejo, jaz mislim, da je bila potegnjena, če gledamo realno in odmislimo neka nacionalna čustva, da je bila potegnjena objektivno, glede na dane možnosti. Mislim, da Trst bi izrazito težko dobili, zelo težko dobili. Trst ni bil večinsko slovenski, že po prvi svetovni vojni ne. To so, čeprav so računali, da ga bodo dobili, so vedeli, da v njem, recimo, če gledate program Milka Brezigarja, ki vidi Trst v ekonomski program, prvi tak, ki vidi Trst v nastajajoči, tedaj še nedefinirani Jugoslaviji, ampak mu je popolnoma jasno, da v njem Slovenci ekonomsko, verjetno pa tudi politično ali Jugoslovani ne bodo mogli prevladati, ker so pač drugi narodi močnejši, da bo to en zelo dolg proces. Se pravi, je neko zavedanje, da Trst pravzaprav ni, čeprav je bil na prelomu z 19. v 20. stoletje najštevilčnejše slovensko mesto, ampak ne večinsko, da realno ne, da ga bo realno težko dobiti. Je bil pa cilj gotovo, drugače je pa z ozemljem okrog Trsta. Ampak če gledate tedanjo situacijo, koncepte razdelitve, ki so bili narejeni, upoštevate geostrateška razmerja, pa recimo načelo neke etnične ekvidistance, ki se običajno tudi uporablja, čeprav v našem primeru so seveda to šteli za Jugoslovane, ne za Slovence, niso pač delali zdaj te distinkcije, da bodo Slovenci dobili več, ampak da bo Jugoslavija dobila več ali manj. Torej, če gledamo vsa ta razmerja, mislim, da je bila ta meja potegnjena dokaj pravično, ker vse druge rešitve bi bile nenormalne, bili so predlogi, recimo, da bi Slovenija dobila izhod tam nekje okrog Žavelj, oziroma Jugoslavija, ampak potem bi bilo spet italijansko ozemlje, torej današnja slovenska mesta, obalna mesta, bi bila spet italijanska, recimo to je bil eden od predlogov, in potem naprej spet Hrvaška, Istra, Jugoslovanska in tako naprej. Skratka, vse te razne rešitve, ki so bile, mislim, da bi bile bistveno slabše, kot je ta, ki je bila na koncu sprejeta. In ki je v končni posledici seveda, kot sem rekel, rezultat narodno-osvobodilnega boja. Povežimo to obletnico 75 let konca druge svetovne vojne še z eno drugo obletnico. 4. maja je minilo 40 let od smrti Josipa Broza Tita. Na njegovem pogrebu se je zbralo neizmerno število državnikov. Morda je bil to v podobnem številu po obisku, nerodni izraz, kvečemu še pogreb Nelsona Mandele leta 2013. Ob Titovi smrti so govorili, da je umrl zadnji veliki poveljnik iz druge svetovne vojne. Je bil Tito res primerljiv z ostalimi voditelji, kot so bili Churchill, Roosevelt, Stalin, ali pa z vojaškimi poveljniki, recimo Eisenhower, Montgomery, Žukov? V zvezi z vlogo Jugoslavije pa še eno drugo povezano vprašanje. Ko govorimo o drugi svetovni vojni, v Evropi sta to zahodno bojišče, potem po izkrcanju Italija, pa seveda vzhodna fronta. Ampak ne smemo pozabiti, seveda, kar se često spregleda. Pravzaprav, ko so zavezniki se izkrcali v Italiji, je bilo tam toliko nemških ščet, kot so jih partizani vezali nase na Balkanu. Ampak o Jugoslaviji ali pa širšem kontekstu, recimo Balkanu, pa se ne govori kot o eni od front druge svetovne vojne. Kaj zdaj to? Jugoslavija ni bila pomemben vojaški faktor, ki je kaj prispeval k zmagi, ali je bila? Pa seveda Tito, to je zdaj za obaju pravzaprav vprašanje. No, najprej mlada generacija. Ki se ne spomni v živo Tita, Ki je bila rojena po smrti Tita, jaz bi predvsem rekla, da mislim, da je bil Tito drugačen poveljnik od vseh naštetih. Od Churchilla, Roosevelta in Stalina se
po mojem mnenju razlikoval potem, da si je šele v času vojne utiral pravzaprav pot na oblast, da ni bil v začetku legitimen mednarodno priznani predstavnik naroda, bil je vodja komunistične partije, ki ga je med drugim razglasila tudi za komandanta Narodno-osvobodilne vojske. Šele leta 1943 mu je ta legitimiteta pravzaprav podeljena s tem, ko so zavezniki v Teheranu priznali Narodno-osvobodilno vojsko kot vodilno odporniško gibanje v Jugoslaviji in s tem je bila potrjena tudi vloga Tita kot glavnega partnerja zaveznikov. Od Žukova, Eisenhowerja, Montgomeryja se pa zagotovo razlikoval po tem, da ni bil izšolan general, prav tako ni poveljeval regularni vojski, kot je prej zelo dobro opisal Božo, se pravi s tanki, s težko oborožitvijo in drugim. Njegova vojska se je rodila iz gverilskih paravojaških enot, ki so se postopoma popolnjevale tudi z nekdanjimi člani regularne jugoslovanske vojske. Iz tega torej izhaja moje stališče, da je bil zlasti svojevrsten voditelj druge svetovne vojne. Njegova prednost je bila vsekakor v tem, da je skupaj s svojimi poveljniki, ki so v veliki meri izhajali tudi iz vrst španskih borcev, torej prekaljenih bojevnikov v gverilski taktiki, izkoristil to dobro mrežo, ki jo je že predtem imela komunistična partija za izoblikovanje odlične agitpropovske potalne mreže, ki je pridobila kritično maso za podporo in tudi odpor. To pa seveda moramo povezati vsaj še z dvema faktorjema. Prvi je zagotovo nasilje, ki so ga na ozemlju Jugoslavije izvajali okupatorji in kolaboracionistični režimi, kar je precejšnji del prebivalstva mobiliziralo v korist Narodno-osvobodilne vojske. Drugi faktor, in to je tudi že omenil Božo, pa je bila zagotovo odlična organizacija, ki so jo vodili, kot rečeno, prekaljeni borci, na eni strani pa tudi zelo močna intelektualna elita in skupaj so bili torej trn v peti okupatorjev. Če grem pa na drugi del tvojega vprašanja, pa seveda menim, da je bila Jugoslavija vojaško pomemben faktor in zdaj, če malce posplošim, tako kot je bil pomemben faktor pri dokončnem porazu, silusi vsako še tako malo odporniško gibanje v Evropi. S tem seveda nočem reči, da je bilo odporniško gibanje v Jugoslaviji majhno gibanje, ampak če jugoslovanska ali pa recimo temu balkanska fronta ne bi bila pomembna, potem tudi Britanci in Američani ne bi Narodno-osvobodilni vojski pomagali vojaško, pa tudi humanitarno. Zelo pomemben faktor je bil namreč obremenjevanje nemškega vojaškega aparata, kar je vsekakor prispevalo k manjši koncentraciji nemških sil tako na zahodni kot na vzhodni fronti, zaradi česar so zavezniki nekoliko lažje razbijali nemški upor. Zagotovo pa ni bilo zanemarljivo, da zaveznikom ni bilo potrebno prodirati še po Balkanu proti jugu ali preko Jadrana navzgor. Sicer glede na kasnejšo situacijo v hladni vojni bi morda zahodni zavezniki kot tudi Sovjetska zveza raje videli, da bi se situacija odvila drugače, ampak zlasti Tito je iz teh geostrateških okoliščin druge svetovne vojne po mojem mnenju išel kot zmagovalec, čeprav kot svojevrsten voditelj, kar je bila seveda podlaga za njegovo nadaljnjo vladavino, ki je trajala potem 35-36 let. Ja, na osebni ravni zagotovo to drži. Tito pač ni bil šolan vojak, tudi mnoge njegove odločitve so z današnje distance, vojaške odločitve so kritizirane ali pač podvržene različnim presojam, zlasti pač v teh dveh bitkah na Neretvi in na Sutjeski, ko je bilo zelo kritično za partizansko odporniško gibanje. Ampak dejstvo je, da je bil Tito vojaški in politični vodja z veliko avtoriteto, ki so jo je zgradil
In to je bilo v tistih razmerah bistveno. Ne. Drugo, kar je bilo pomembno, on je bil edini od teh zavezniških poveljnikov, ki si jih omenil, razen tistih, ki so bili, seveda, govorim sedaj o politikih, ne o generalih, kot so Žukov, Montgomery in tako naprej, govorim o politikih, ne, kot so Stalin, Roosevelt in drugi, ne, ker tukaj je razlika. Torej, on je bil edini, ki je neposredno sodeloval v bojih, ne, in je bil tudi ranjen. Ne. In to mu je pravzaprav v svetu prineslo nek ugled. Ne. Od leta 1943 naprej je on na naslovnicah vseh svetovnih revij, ne, kot pač eden od teh velikih voditeljev. Kar zadeva jugoslovansko odporniško gibanje, ne, sta tukaj dve pomembni zadevi. Prva je ta, da jugoslovansko odporniško gibanje je delovalo kot oboroženo gibanje, torej kot vojaške enote, od poletja leta 1941 naprej. Ne. Mi iz opuščenega programa se še spomnimo dneva borca na 4. julija, ki je pač simboliziral ta odpor. Vsa druga odporniška gibanja v Evropi, večja vojaška odporniška gibanja, so se začela po kapitulaciji Italije. Torej, francosko, italijansko in tako naprej. Ne. Seveda je obstajal odpor že prej, obstajale so gverilske skupine, obstajala propaganda, obstajala je obveščevalna mreža, v glavnem vezana na Veliko Britanijo in ZDA. Ampak večjih vojaških enot ni bilo. Ne. In to seveda je imelo zelo velik pomen za zaveznike. Morda v prvih 2 letih ta pomen ni bil tako velik, vsaj ne za zahodne zaveznike. Zagotovo je bil pomemben za Sovjetsko zvezo, ne, ker jo je razbremenjeval. Ne. Treba je še nekaj vedeti, Sovjetska zveza je nosila vso težo boja v Evropi. Ne. To se dostikrat pozablja. Ne. Torej, tega boja na tleh. Ne. In v tem prvem delu je morda pomembnejša za Sovjetsko zvezo in pomembna je simbolno, pa tudi sicer, ker je oborožena, organizirana vojska tukaj, na katero se je, čeprav se v začetku niso, ne, ker so pač računali načetnika, se je moč zanesti. Ne. V drugem delu vojne je ta vojaški pomen bistveno večji, ker je koordiniran z zahodnimi operacijami, ne, se pravi, da številne diverzije, onesposobljanje železniških in drugih komunikacijskih omrežij, konec koncev tudi negotovost, ali bo prišlo do izkrcanja v Jugoslaviji ali kje drugje, ne, kar je pomenilo, da je Nemčija morala tukaj koncentrirati velike sile in vzdrževati komunikacije, ne, partizani so pa to rušili. Ne, vse to je torej dalo precejšnjo težo, ne, jugoslovanskemu odporniškemu gibanju. Če pa gledamo to generalno, ne, je pa situacija taka in mislim, da vsak, ki pozna malce vojaška razmerja, moči mu bo jasno. Torej, jugoslovanska vojska, partizanska vojska, na koncu jugoslovanska armada, je zrasla na približno 800.000 mož in žena, ne, bork in borcev, ki so bili v 4 kopenskih armadah, ne, in kasneje so imeli tudi tanke in letalstvo, in to je zagotovo sila, na katero, ne, je lahko računala zavezniška protifašistična koalicija. Ne. Tako da, seveda, je odvisno sedaj, kako ocenjujemo, za katero obdobje gre, ne, ali za prvo ali drugo obdobje druge svetovne vojne, ne, ampak generalno vzeto je to odporniško gibanje imelo velik pomen in kot je rekla Kornelija, če ne ga pač ne bi priznali, ne, in ne bi imelo te vloge, ki jo je imelo. Je pa res, seveda, da je zaveznikom na koncu v geostrateških razmerjih pravzaprav zraslo čez glavo. Ne. Ker treba je vedeti še nekaj, ne, jugoslovanska vojska je razen
zahodnega dela ozemlja in Beograda, osvobodila celotno ozemlje, tudi praktično celotno slovensko nacionalno ozemlje, ne, se pravi, od Beneške, partizani so bili od Beneške Slovenije do Porabja, ne, do Koroške, ne, in torej Rdeča armada tukaj je bila omejena na dogovorjene operacije in je to ozemlje tudi zapustila. Se pravi, je šlo za osvoboditev, za lastno osvoboditev, na kar je Jugoslaviji in znotraj Sloveniji dajalo neko popolnoma drugačno pozicijo, kot jo je dajalo državam, ki so jih osvobodili drugi, bodisi zahodni zavezniki, bodisi Rdeča armada. Iz vsega povedanega v tej več kot eni uri očitno izhaja, da je seveda NOB vrednota, na katero moramo biti ponosni. Hkrati pa je seveda druga svetovna vojna nek prelomen dogodek v svetovni zgodovini, katerega posledice čutimo še danes, ampak najverjetneje pa da pozdrav, živo dan zmage še vedno aktualno. Ja, jaz mislim, da še ne, seveda tukaj so pogledi tako kot po celi Evropi različni, ne, ampak dejstvo je, da te države, kakršnakoli že je in kakorkoli smo do nje kritični, ne bi bilo brez narodno-osvobodilnega boja, ne, in brez tega, ne, pozdrava ali vzklika, ki si ga izrekel. Hvala lepa obema.